Dan spomina na mrtve je slovenski državni praznik. Krščanstvo je to praznik vseh svetih. Na ta dan ljudje množično obiskujemo grobove in se s cvetjem in s prižiganjem sveč poklonimo spominu na mrtve. Vsi sveti, praznik vseh svetnikov in ranjenih, so bili v Sloveniji po drugi svetovni vojni najprej preimenovani v dan mrtvih, po zakonu o praznikih iz let 1989 in 1991 pa v dan spomina na mrtve. V vzhodni cerkvi so že v 4. stoletju praznovali spomin vseh svetih mučencev, prek Galije pa se v 9. stoletju praznovanje razširilo tudi v zahodno cerkev. Obhajali ga so ga spomladi v povezanosti z veliko nočjo. Zakaj smo se danes zbrali? Koga se spominjamo? Komu se bomo poklonili? Tiste noči na 15. december leta 1944 je šesterica hrabrih aktivistov Osvobodilne fronte z drzno akcijo izpod nemškega ujetništva osvobodila zapornike v Starem Piskru. Zgodovinski viri se niso povsem enotni, a gotovo je, da je bilo iz krempljem nacističnega stroja smrti osvobojenih nekaj 100 ujetnikov. Da bi bolje razumeli veličino tega dejanja, se poleg skromne, a zato toliko bolj iskrene vsakolete obeležitve spominjamo tudi vseh tistih, ki so jim radost svobode ni bila dana. 374 obrazov jih je, katerih kri je zavedno prepojila tla dvorišča Starega Piskra. Kri, ki jo je nedolžnim dekletom in fantom izlilo zverinsko ravnanje nacistov, kri, ki nas opominja na nedoumljive nesmisle vsake vojne. Ko se danes oziramo nazaj v preteklost in na novo prevrednotimo zgodovinske odločitve slovenskega naroda, smo sramežljivi in skromni, če tudi za to nimamo pravega razloga. Naš narod je namreč zgrajen na temeljih upora zoper poskuse potečevanja in podjarmljanja, ki smo se mu mi, naše materje in očetje, naše babice in dedki najodločnejši uprli v drugi svetovni vojni. Takrat so bili namreč položeni močni temelji, na katerih smo v 90. letih zgradili samostojno državo. Slovenska osamosvojitev se ni zgodila naenkrat, ampak predstavlja cilj, ki ga je narod tlakoval skozi svojo celotno zgodovino. Dogodki 20. stoletja, med njimi boj proti okupatorju in osamosvojitev, pa predstavlja vrhunec teh prizadevanj. Spoštovani zbor, stopimo skupaj in zagotovimo, da naša država Slovenija ohrani izročila, na katerih je utemeljena. Vrednote solidarnosti, socialne pravičnosti in tovarištva so bila izvojevana tekom polpretekle zgodovine, kjer jih je pomembno soustvarjala in utrjevala borčevska organizacija. Vzemimo ta čas kot priložnost, da se kot družba in kot narod ozremo vase in iz najsjajnejših trenutkov v preteklosti jemljemo navdih za prihodnost. In spoštovani, imamo kaj imati, tudi iz izkušnje Starega Piskra. Ne glede na poskuse beljena resnica je ta v svetovnem zgodovinopisu še vedno priznana kot dejstvo, kot partizanski biser. Naj letošnji spomin na tukajšnje žrtve strnem s poslovilnim pismom Frančiške Čedeve veri, da je opomin vsem, ki nimajo predsodkov pred nasiljem. Draga moja sestra in Tonček, danes, 15. avgusta, bom šla v smrt. Spominjaj se name, a nikar ne bodi žalostna, saj smrt mora priti prej ali pozneje. Prosim, misli na mene. Sprejmi mnogo pozdravov in prisrčni poljubček od tvoje sestre. Izroči pozdrave vsem mojim ljubim.